del svojega življenja, del svojega časa, ko nameniš, bi rekel, domovini. To je to, kar se tako sramežljivo pogovarjamo o tem, kaj je domovina. Domovina je en zelo širok pojem, nekaj, kar je treba imeti rad, nekaj, kar je naše, nekaj, kar je treba čuvati, nekaj, kar je dano nam v uporabo in nekaj, kar bomo morali pustiti naslednjim rodovom in nekaj, s katerim se lahko pohvališ. Jaz mislim, da se v tej veliki Evropi zdaj teh držav, da nam ni treba prav nič biti sram, ker smo, dobro, mičkeni smo, ampak to ni noben problem, samo 2 milijona nas je, samo kljub temu mislim, da imamo pa polete v športu, vsega ni športa, da je ne smoknemo kakšne medalje. Vemo, da je bilo v letu 2004 ukinjeno obvezno služenje vojaškega roka, da morate biti fantje v starosti od 18 pa do 27 leta še vedno vodeni v vojaški evidenci. To pa zato, da bi v primeru povečane nevarnosti napada na Republiko Slovenijo vlada ponovno uvedla obvezno služenje vojaškega roka. No, v tem primeru bi bili povabljeni fantje od 18 pa do 27 leta na zdravniške preglede, kjer bi se vam določila zdravstvena sposobnost za vojaško službo, na to pa še na nabor, kjer bi se vam določila vojaško-evidenčna dolžnost in pa rod služenja vojaškega roka. Na to bi dobili poziv za 3-mesečno služenje vojaškega roka, iz tega bi pa izhajala tudi pravica, ki bi lahko uveljavljali civilno služenje, tako kot je bilo že v preteklosti ugovor vesti. No, tako kot ste lahko razbrali iz povedanega, trenutno nimate nobenih dolžnosti in obveznosti do vojske. To je neprebojni jopič, ki je sestavljen iz 2 plošč, kot boste videli kasneje. Eno ima spredaj na prsih, eno ima od zadaj na hrbtu. Tudi strani, kot ste videli kasneje, je oblečen z določenimi sredstvi, ki ščitijo vojaka pred izstrelki, posebno ta sprednji del pa zadnji del. Pred izstrelki pehotne oborožitve. To je testirano. In tudi pred drobci granat ga ščiti.